Živijo družba. Danes imamo pa eno majčkeno drugačno temo, kot smo bili do zdaj navajeni, in po moje vam bo ful zanimiva. Tudi nam se zgodi, da včasih ne gre vse po načrtu. Kaj pa pol? To bomo danes govorili. Letno v Mizar Sohrovac pelamo preko 300 projektov. Vsak projekt je unikaten, vsak projekt je izdelan po meri kupca, po željah kupca. In predstavljajte si, koliko enega tehničnega znanja, koliko enih tehničnih rešitev, koliko ene iznajdljivosti je potrebne, da se vseh teh 300 projektov spelje uspešno. Če bi imeli v proizvodni serijsko delo, bi namest ljudi v proizvodni večinoma imeli stroje pa robote. Ker so pa vsi izdelki individualni, je pa glavni faktor človek. Človek naredi tudi kakšno napako, človek se vedno uči, iz izkušenj se uči, izkušnje nabiramo vsi med nami, ampak a ni lih to lepo, da delamo z ljudmi, pa ne z roboti? V letošnjem letu moram priznati, da smo imeli tudi dva takšna projekta, kjer nismo uspeli izpolniti pričakovanj naše stranke. Po vsej verjetnosti je za takšno situacijo kriva slaba komunikacija ali pa nepravilna komunikacija. In v teh situacijah je najbolj pomembno to, da stranko probamo najti kakšen kompromis, kako lahko takšno težavo odpravimo, kako lahko situacijo rešimo, mogoče ne v optimalni varianti, ampak vsaj tako, da je vsaj delno dosežen nek kompromis iz obeh strani in da si na koncu še zmeraj lahko dobre volje ali pa vsaj kolikor toliko dobre volje sežemo v roko. Pri povprečnem projektu izvedbe recimo lesene pergole je vključenih kar veliko izvajalcev in podizvajalcev. Leseni del, kovinski del, steklarski del, kleparski del, montažerski del in skupaj je za vse to potrebnih nekje 70 do 100 ur ročnega dela. In to na projektu, ki ga v resnici sploh še nismo nikoli delali. Tako kot sem prej rekel, vsaka stvar je unikatna. To pomeni, imamo unikatno lokacijo, imamo unikatno obliko in posledično imamo spet unikatne tehnične rešitve. Ko pa vse to seštejemo, se pa meni kljub temu zdi kar v redu, da smo še vedno 99% uspešni. Za takšno stvar je pa po moje to kar soliden podatek.